Radijska kateheza. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep dober večer pa tudi bratu Miranu Špeliču. Bog da dobrega. Torej, nocoj smo pri svetem Gregorju iz Nise, pa bi najprej povedali nekaj o njegovem življenju, v katero stoletje ga bomo dali. V 4. stoletje, tisto zlato dobo cerkvenih očetov. In iz tega 4. stoletja ga moramo kar malo izbezati ven, zato ker je precej odrinjen, pozabljen. Priznati moram, da tudi midva sva ga premalo upoštevala. Pred 10 leti je bil na katehezi, potem smo tisto katehezo še enkrat ponovili samo, pred 3-4 leti. V resnici pa je njegovega opusa veliko. In celo v slovenščino imamo prevedenih kar 5 njegovih del. In sicer že pred skoraj davnimi leti je išlo v zbirki Grški očetje v molitvi, je išlo njegovih 5 homilij za razlago Oče naša, in odlomke bomo si pogledali tudi danes. Potem je malo kasneje išel v eni knjigi, sta išla dva njegova spisa o sestri Makrini, eno njen življenjepis, drugo pa razgovor s sestro Makrino, razgovor o duši in vstajenju. In pa pred nekaj leti je išla še njegovo Mojzesovo življenje in pa o devištvu, njegove 2 traktata, ki sta eden malo bolj eksegetski, drugo pa bolj moralne narave. Torej, nocoj bomo slišali homilije o Gospodovi molitvi. Ali mislite, brat Miran, da bova odgovorila komu na vprašanje, kako in zakaj moliti zlasti v času, ko recimo se nam ne da, pa se nam zdi, da je brez veze moliti? Mislim, da dokončnega odgovora ne bova dala, ampak razmišljanje o molitvi je pa vedno lahko v pomoč, ker je bilo potrebno že takrat v Gregorjevem 4. stoletju v Kapadokiji. Predstavljati si moramo, da je to pač neka dežela z grško kulturo, danes je to osrednja Turčija, in seveda tistega živahnega krščanstva, ki se je takrat ravno razvijal, da ne bomo več našli. Vendar pa je v tej Kapadokiji bilo zelo, zelo močno krščanstvo že v času preganjanj, ker so njegovi dedki, babice, so bili preganjani. Potem pa so tile mladeniči v dobi, ko je cerkev doživela svobodo, se posvetili bolj kot posvetni karieri, so se posvetili Bogu. Ravno Gregor iz Nise je bil sprva edini iz te družine, ki je bil malce bolj posveten, ki je šel v retorske vode, ki se je celo poročil. To so tiste generacije prvih asketov, ki so ostajale samske, ki so šle v meništvo, v odmik. Pa tudi on ni vztrajal dolgo v tem. Ko mu je žena umrla, se tudi on posvetil v deviški meniški stan, postal škof proti svoji volji, ker ga je brat posvetil, ker je pač rabil nekaj več pomožnih škofov, in je bil celo izgnan iz te svoje škofije, češ da ni znal dobro gospodariti, vendar pa so bile to zadnje samo teološke spletke zaradi njegove pravovernosti. Potem, ko je nepravoverni cesar umrl, se je tudi Gregor lahko zmagovito vrnil na svojo škofijo in nadaljeval svoje delo. Res pa je, da je iz sence svojega brata Bazilija izstopil šele po njegovi smrti in postal njegov veliki dedič tudi njegove teologije, ki pa jo je on sam še poglobil. Šlo je namreč za spore v zvezi s Sveto Trojico, z mestom, ki ga v Trojici imata Sin in Sveti Duh, ker so nekateri trdili, da sta nižja, on pa je pravoverno zagovarjal, da so vse 3 božje osebe pravi Bog in da so enega bistva. In na koncilu v Carigradu, ki ga je nekako tudi on podprl skupaj z bratovim prijateljem Gregorjem Nazijanškim, ki je bil takrat tam škof, so to tudi dokončno potrdili z nicejsko carigrajsko veroizpovedjo leta 381.
Torej, besedila, ki jih bomo nocoj poslušali, bodo na naši spletni strani. Rekli pa ste, da je, glede na to, kako je ostal skrit v slovenščini, kar dobro preveden, ne? Kar nekaj del je že prevedenih in upajmo, da bo še kaj, kajti njegova dela so zelo bogata, zelo prodorna. Je pravzaprav prvi med grškimi očeti, ki je malce bolj razvil mistično teologijo. Tisto, kar je kasneje vzcvetelo pri Dioniziju Areopagitu, recimo, tako imenovano negativno teologijo. Tudi Origena je znal dobro predstaviti in tiste njegove, recimo, sumljive nauke ravno prav izpiliti in popraviti, da so lahko ostali nekako v pravoverni obliki navzoči. Skratka, da je bil neke vrste posrednik Origenovih velikih teoloških uvidov v kasnejšo teologijo. Gospodova molitev je molitev, o kateri se tudi danes sprašujemo, jo analiziramo, skušamo poglobljeno razumeti, a ne vidimo pa zdaj, da so se že takrat v 4. stoletju z njo pravzaprav ukvarjali, jo razlagali in tako naprej. Očitno je ta molitev sicer Gospodova iz božjih ust za božje ušesa, pa je vendarle za naš človeški včasih malce zapletena ali skrita ali pa še neodkrita. In da ravno s tem, ko jo molimo, s tem, ko jo ponavljamo, s tem jo tudi odkrivamo, se vanjo širimo svoje obzorje in širimo svoj odnos z Bogom. Zato mislim, da je dobro, da se v vseh dobah ukvarjamo s to molitvijo, da ne rečemo, to je zdaj pa dokončna razlaga, ampak mi smo prišli do te in te točke. V mojem okolju mi ta beseda govori o teh in teh stvareh, pustim pa, da bodo lahko kasnejše generacije prišle še dlje. Zato je pomembno, da pogledamo, kaj so doslej že o tej molitvi napisali, povedali, kako so jo premolili naši predniki, ne zato, da bi mi bili s tem zadovoljni, ampak s tem, da ob njihovemu vidu in njihovi svetosti raste tudi naša svetost v našem času. Veliko pomoč nam bodo lahko, zlasti ker so morali razrešiti neke temeljne pojme, ki jih mora pravzaprav razčistiti vsak človek. Zakaj sploh stopiti v odnos z Bogom? Včasih, morda še pred nekaj desetletji, se je to zdelo samoumevno. Danes se postavljajo mlajšim generacijam drugačna vprašanja. Tista o tem, zakaj pa sploh, kako to, zakaj bi sploh se pogovarjal s svojim sosedom. Če imam aplikacijo. Nekaj časa z SMS-i, potem pa še brez tega. In tako se človek lahko sam od sebe izolira. Sam v svoj zaprti svet se zapre in ne rabi ne človeka, ne Boga. Zdaj pa je treba poiskati razlog, čemu pa bi molil? Ali imam kakšno korist? Ali je sploh treba iskati koristi pri molitvi? Ali pa je molitev nekaj čisto nekoristnega? Nekaj, kjer se morajo dogajati odnosi v zastonskosti in ljubezni. In da je to pravzaprav posvečevanje časa in bitja pred tistim, ki je ves svet. In kako moliti? Ali samo z besedami, ali samo brez besed, ali z besedami in brez besed? Kje ima tu mesto srce? Ne pozabimo, da je zadnja papeževa okrožnica govori o srcu in se prvi del te okrožnice vrti vse okrog pojma srca, ne sentimentalnih srčkov, ampak glede srca kot središča človekovega bitja. In tam se dogaja molitev. Moliti s srcem je lahko zelo puhla in poceni fraza, lahko pa ta izraz moliti s srcem pomeni pravzaprav tudi nekakšen napor, zavzetost, gorečnost, celovitost. Ja, menihi pravijo, da je treba spustiti v srce. Brez uma pa spet ne moremo biti. In zato je ta sinteza, o kateri govori tudi papež Frančišek v okrožnici Dilexit Nos, vzljubil nas je,
silno, silno pomembna in vse to se začne že pri cerkvenih očetih. Že naši očetje so se morali ukvarjati prav s temi problemi in so nam tu lahko učitelji, vodniki veliko pomoč. Ali smo zdaj že na tej stopnji, da bi šli kar v besedilo samo? Poskusimo. Pred nami je začetek, so prvi odstavki prve homilije o Gospodovi molitvi, kjer Gregorij iz Nise še nekako bolj splošno razglablja o vlogi molitve in dela. Kakšno je razmerje med delom in molitvijo? Kje naj človek moli v odnosu do svojih dejanj? Ali so dejanja odvisna od molitve? Prisluhnimo besedilu. Če je molitev pred opravilom in ga vodi, greh ne najde dostopa, po katerem bi lahko napadel dušo. Če se namreč v duši naseli zavest, da je Bog navzoč, ostanejo nasprotnikovi nameni neuspešni, ker povsod v dvomljivih rečeh posreduje pravičnost. Tudi poljedelca odvrača od greha molitev, ker na majhnem zemljišču pomnoži sadove, tako da se ne prikrade več greh z željo po večjem posestvu. Tako je s popotnikom, tako s človekom, ki se odpravlja na vojsko ali sklepa zakon, tako je z vsakim, ki k čemu stremi. Če se vsega loti z molitvijo, ga bo srečen potek tistega, kar mu je na srcu, odvrnil od greha, ker nič nasprotnega ne more duše potegniti v strast. Ja, Slovenci imamo pregovor, če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu, torej bi lahko nekako tako povzeli to. In pa z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo. Drži. Gregorij pa še razlaga, zakaj je in kakšno mesto ima molitev na začetku nekega dela. Ne gre za pritiskanje pravilnega gumba, ne gre za vklapljanje pravega programa, ampak gre za to, da se z molitvijo odvrne greh, da se z molitvijo človek postavi v Božjo navzočnost in proč od skušnjavca. Kajti, če je človek blizu skušnjavca in greha, potem bo tudi to delo daleč od blagoslova in tistega pravega smisla, ki ga ima v zgodovini odrešenja. Če pa človek svoje delo, svojo pot, svoje tudi odpravljanje na vojsko, svoj zakon in karkoli, po čemer stremi, če vse to postavi pred Boga in izroči Bogu, potem ne pusti, da bi bil greh na poti, v vojski, v zakonu, v stremljenju. Se pravi, molitev je tu obramba pravzaprav pred grehom, pred tisto negativnostjo, ki ruši človeka in ki uničuje. Zdaj, če povzamemo, to in tudi to, kar bomo slišali v nadaljevanju, se zdi, da bi moralo biti naše srce vedno v dialogu z Bogom, vedno pripravljeno poslušati, skratka neprenehno moliti. Tako je, molitev mora biti stalna. In zato pokaže tudi Gregorij, kaj se pa zgodi, če človek odstopi. Če pa odstopi od Boga in se ves zatopi v to, kar mu je pri srcu, je popolnoma nujno, da tak človek, ki je izven Boga, vsekakor biva v tistem, kar je Bogu nasprotno. Od Boga pa se loči, kdor ne vzpostavi stika z Bogom v molitvi. Potem takem nas mora svetopisemska beseda najprej naučiti, da je treba vedno moliti in se ne naveličati, kajti iz molitve izvira, da je človek v občestvu z Bogom. Kdor pa biva v občestvu z Bogom, je ločen od tega, kar je Bogu nasprotno.
Kako vemo, brat Miran Špelič, kdaj smo z Bogom, da tisto, kar mislimo, niso samo naše misli, ampak da je nad njimi Bog? Težko. In to dejansko res ni enostavno, ker pogosto bi radi z molitvijo mi prepričali Boga, kaj je prav. In bi mu radi vsilili svoje načrte in svoje želje. Zato pa ima Gospodova molitev tisto nenavadno in včasih preslišano vrstico: zgodi se tvoja volja. Kajti sprejeti Božjo voljo ni samo vdati se v usodo in reči, ne morem nič. Vse, kar prileti, pač prileti, vse je že zapisano, tako ne moremo ničesar spremeniti v teh. Božja volja pomeni, da jo odkrivamo prek Božje besede, prek glasu vesti in z njo sodelujemo. Kajti Božji volji je treba dati pristanek. Zato je ta molitev, zgodi se tvoja volja, pomeni želim in tudi jaz hočem. Tudi jaz svojo voljo pridružim Božji volji. In zagotovo Božja volja nikoli ni v grehu. Nikoli ni v tem, kar je slabo, kar diši po slabem. Vedno je v ljubezni, v rešitvi, v polnosti življenja. Vse tisto, kar pa vodi v smrt, kar vodi v sebičnost, kar vodi proč od ljubezni, to pa je tisto ločeno, je pa tista ločenost od Boga. In tega se je treba dejansko bati. In z molitvijo prihajamo bliže Bogu. Se mu izročamo, ga prosimo za blagoslov, za moč. To ne pomeni, da bodo stvari tekle kot po maslu, ampak da bodo tekle proti odrešenju, proti tistemu izpolnitvi Božjega načrta, v katerega smo poklicani zdaj tudi mi. V tej storilnostni družbi, v kateri živimo, a ne, se zdi, da so skupnosti, pri katerih je recimo 8 ur molitve na dan, mogoče stran vržen čas, a ne, če tako grobo rečemo. Ampak kaj po vašem mnenju, brat Miran, se v tem molitvenem ritmu, v teh 8 urah, niso to neprestano, a ne, so prekinjene z delom in tako naprej, zgodi? Vzdržuje se odnos. Za vzdrževanje odnosa je potreben tudi čas, ker smo preprosto ljudje časovna bitja. In tako kot nekdo ne more 8 ur na dan trenirati, nekdo pa trenira, tako tudi nekateri 8 ur na dan lahko molijo. S tem ne pomeni, da smo mi kaj slabši ali boljši, če manj ali več. Ljudje smo različni. Ampak že to, da nekdo 8 ur na dan trenira ne samo recimo telo ali pa dušo, že to pokaže na pomembnost. In če se že 1 ura hoje pozna za neko rekreacijo, potem tudi Oče naš na dan lahko človeka že vzdržuje v neki minimalni kondiciji, čeprav je to še recimo bolj šibka kondicija. Ampak z majhnimi koraki se začne, a ne, zdaj predlagam, da bi poslušali, kako lepo sveti Gregor iz Nise govori, kaj je molitev. Tole so pravzaprav litanije v čast molitvi. Gre za občudovanje molitve, ne za malikovanje molitve, ampak za resnično. Gregor je poiskal najlepše možne izraze, da bi nas nekako uvedel v spoštovanje do teh trenutkov, ki jih posvetimo pogovoru z Bogom. Molitev je zaščita duhovnega zdravja, vzgoja srditosti, zatiranje oholosti, očiščenje zamerljivosti, uničenje nevoščljivosti, odstranitev krivičnosti,
ozdravitev od brezbožnosti. Molitev je moč teles in blagostanje doma, postavnost države in moč kraljestva, znak zmage v vojni in zagotovilo miru, sprava razdvojenih in stanovitnost složnih. Molitev je pečat devištva, zvestoba v zakonu, orožje popotnikov, čuvar spečih, pogum bdečih, rodovitnost pol, rešitev pomorščakov. Molitev je zagovor obtožencev, oprostitev jetnikov, pokoj onemoglih, tolažba potrtih, radost veselih, spodbuda žalostnih, venec mladoporočencev, praznovanje rojstva in pogrebno oblačilo umirajočih. Molitev je občestvo z Bogom, motrenje nevidljivega, zadovolitev hrepenečih, enaka čast z angeli, napredovanje v dobrem, uničenje hudega, poboljšanje grešnikov, uživanje prisotnega in temelj prihodnjega. To je pa res tako navdihnjeno besedilo in sprašujem se samo, ali je pisal po enkratnem nareku ali je imel vmes kakšne presledke, pri katerih je razmišljal, kaj še. Kaj mislite? Če si ga predstavljam, molivca, kot je bil, in mistika, kakršen je bil, se mu je to ulilo kot slab. In je tudi tako lepo zgrajeno s preprostimi temi nasprotji, ki so za govornika, kakršen je bil dober govornik, nekaj zelo, zelo običajnega. In seveda tudi te stopnje, gradacije, kako stopnjuje. Vse to je način razmišljanja, ki je bil njemu skorajda priučen, privzgojen. In je to molitev o molitvi pravzaprav. In spodbuda, da bi znali ceniti molitev v vseh teh okoliščinah. Molitev ni izvzeta iz ničesar. Praznovanje rojstva in pogrebno oblačilo. Od alfe do omega, od začetka do konca. Zmago v vojni in zagotovilo miru. Ni trenutka v življenju, ki bi lahko bili oproščeni od molitve. Brat Miran, kaj pa, ko se recimo odločimo, zdaj bomo imeli neki čas za molitev, potem pa, ko se usedemo in ko se res malce umirimo, takoj začnejo divjati misli, kaj vse je treba še storiti. Kaj bi rekli? Je to napad kakšnega demona? Kdo nas odvrača pravzaprav od tega sedenja, tiste mirne minute, 5 minut? Tudi hudi duh ni izključen, je pa tukaj v ozadju tudi naša lastna šibkost in naša razdrobljenost. Molitev nas počasi lahko spravi v red, samo treba je zdržati tistih naval prvega skušanja, prvih tehle zoprnih nadležnih misli, ki prenesimo vse to v molitev in vse to naj bo del molitve. Ne bo tudi molitev posvečena za te reči, ki jih bomo že opravili, ko bo čas za to, ampak zdaj pa za vse te ljudi, za vse te stvari prosimo Božjega blagoslova. Prinašamo jih preden. Ja, vi imate veliko obveznosti in dolžnosti in tako naprej, gotovo pa morate kot redovnik in duhovnik tudi imeti svoj čas za molitev. Ali tudi vas, recimo, ko si rečete, zdaj pa molitev, ne prevajanje, ne predavanje, ne radio, zdaj bo molitev, ali ste mirni v tem času? Žal je tega časa premalo, ampak skušam pa res, tako kot ste rekli, tisti čas, ki je namenjen molitvi, je namenjen molitvi.
Je pa seveda molitev lahko tudi med vsemi ostalimi opravili. Tudi menihi sami so med preprostimi deli ponavljali svete besede, zato da se jim drugačne misli ne bi urivale. Torej, eno je tista zbrana molitev, ko samo in zgolj smo tam v molitvi, drugo pa je lahko tudi molitev, ki je spotoma, ki nam olepša tudi sprehod, ki nam olepša monotona opravila, ki se dogajajo, ki imamo čez dan. Tudi to ni nič slabega. Samo vedeti je treba, eno in drugo je molitev. Podobno kot če se damo primer s hrano. Včasih se usedemo in počasi pojemo z užitkom, včasih pa lepo spotoma po poti kakšen sendvič pospravimo. Odvisno malo od časa, eno in drugo je pa zaleže. Zdaj ste dali dober namig, recimo, kako uporabiti čas, ko potujemo, recimo, tisti, ki se vozimo v službo dovolj daleč, ne? Pripomore k zbranosti, če recimo ne prižgeš radija in če v mislih ponavljaš neko vsaj željo potem, da bi molil. Absolutno. In tudi radio oziroma zvočni pripomočki tukaj niso odveč. Že nekaj časa imamo brevir v audio obliki in ker se tudi moj glas sem ter tja tam sliši, mi kolegi dosti, danes sem pa s tabo molil, mi rečejo. Ker se v avtu, ko se vozijo, prižgajo lepo brevir in ga lepo še poslušajo, mogoče celo večkrat. Ja. Zdaj predlagam, brat Miran, potem, ko smo imeli te navdihnjene litanije o molitvi, bova povedala še, da je sveti Gregor zajemal tudi iz svetega pisma. Tako je, tudi svetopismo je temelj molitve in tam je poiskal celo vrsto zgledov močnih molivcev. Molitev je pripravila Jonu za bivališče veliko ribo. Ezekija je prav od vrat smrti privedla nazaj v življenje. 3 mladeničem je spremenila plamen v rosnat veter. Izraelcem je podelila zmago proti Amalečanom in v eni noči z nevidnim mečem pobila 185.000 Asircev. Poleg tega bi se dalo v zgodovini najti še nešteto zgledov, ki jasno kažejo, da od vsega, kar je v življenju dragoceno, ni nič višjega, kot je molitev. Mislim, da se s tem lahko samo strinjamo, če skušamo kakorkoli živeti neko duhovno življenje. Tako je. Tu smo slišali za primer Jona, ki mu je molitev pripravila prostor v ribi. Gre za drugo poglavje Jonove knjige, ki ga eksegeti vidijo kot neke vrste urinjeni psalm in ki je prošnja, naj bom rešen iz morskih globin. In ta molitev je bila na nek način uslišana s tisto veliko ribo. Ezekija, kralj, prosi za podaljšanje življenja in po tej molitvi, iskreni, globoki molitvi, dobi neko zdravilo in mu povedo, še dokaz dobi zraven, da bo to res prijelo in se mu podaljša življenje za toliko in toliko let. Izraelci so se borili proti Amalečanom in Mojzes je molil na gori. Dokler je lahko še molil sam in dvigoval roke k Bogu, je šlo. Ko so mu roke omahnile, so začeli izgubljati. Prideta 2 pomočnika, Aron in Hur, in mu držita roke po konci. Se pravi, mu pomagata pri molitvi. Kako pomembno je, da imamo pri molitvi pomočnike, ki nam pomagajo, da vztrajamo v molitvi, ker sicer roke omahnejo. Molitev, ko je človek sam, se lahko res hitro izgubi. Če pa je kdo zraven, ki pomaga, zato radi molimo skupaj. Potem 3 mladeniči, plamen v peči, ko jih vržajo v razgreto peč, so rešeni. In slednjič tudi Izrael v eni noči neviden meč pobije 185.000 Asircev, kuga
vojske, ki oblega Jeruzalem in se potem tiho umakne, Jeruzalem pa je rešen. Vse to je so zgledi sadov molitve v stari zavezi. In to je potem spodbuda, da bi tudi mi znali ceniti, da je v življenju nekaj najdragocenejša prav res molitev. V odlomku, ki ga bomo slišali v nadaljevanju, pa se mi zdi, da sveti Gregor iz Nise lepo opozori še na eno stvar, na katero tako pogosto pozabljamo. V mislih imam namreč hvaležnost, ker ko po premisleku in po molitvi, a ne gledamo svoje življenje, imamo vsi veliko vsega toliko, da bi se lahko praktično samo zahvaljevali, se pa več ali manj bolj pritožujemo kot ne. Morda je doslej se zdelo, da govorimo predvsem o prosilni molitvi. In to je, upravičena molitev je prošnja. Vendar pa ne sme biti samo prošnja. Prošnji mora slediti še zahvala. Logično. Ne samo prosim, tudi hvala je treba reči. In tudi to je stvar vzgoje. Kot se otroke vzgaja, da lahko zaprosijo in da se potem izrečajo tudi hvaležnost, tako je tudi pri molitvi. Se treba naučiti prosilne, pa tudi zahvalne molitve, ampak to še vseeno ni vse. Poleg tega imamo še slavilno molitev, imamo še čisto molitev v tišini, molitev izročanja, molitev priprošnje za druge. Vse to je zahtevna šola, ki se je naj bi kristjan lotil in kjer so nam ravno takile sveti molivci iz preteklosti veliki učitelji. Zdaj predlagam, da bi slišala pa še ta naslednji odlomek. Bil bi čas, da se že posvetimo molitvi sami, toda vseeno naj pridigi dodam še nekaj malega. Po Božji milosti smo deležni mnogih raznovrstnih dobrin. V zameno za vse, kar smo prejeli, pa imamo edino to, da dobrotniku vračamo molitev in zahvalo. Četudi bi svoje občestvo z Bogom v zahvali in molitvi raztegnili na vse življenje, bi po mojem mnenju vseeno še toliko zaostajali za primernim povračilom, kakor če bi se sploh ne začeli truditi, da bi svojemu dobrotniku povrnili. Kako bova to pokomentirala? O tem sem pravzaprav že kar nekaj rekla. Gre za to, da molitev mora biti tudi zahvala. Iz življenja je treba razbrati, v čem vse smo bili že obdarovani, kaj vse je bil Božji dar, in ko ga priznamo za Božji dar, je prav, da se za to tudi zahvaljujemo, čeprav s tem ne moremo povrniti. To ni ustrezno poplačilo, ker tega tudi Bog ne daje za to, ker bi kaj potreboval od nas. Vendar pa je ravno hvaležnost nekaj najlepšega, česar smo sposobni ob obdarovanosti. Zdaj sva pa že pri tretjem delu, in sicer je naslov tega posvečeno Bodi tvoje ime. Naši poslušalci bodo prepoznali vrstico Oče naša. Bova kaj rekla pred odlomkom? To je odlomek pa iz 3. homilije, zato številka 3. V prvi je pravzaprav samo govoril o uvodu, v drugi je spregovoril o Oče naš, ki si v nebesih, in je bila to cela homilija. Mimogrede, tam je razložil, da je tu spregovori, tu Jezus pokaže na našo domovino. Ker je Bog naš Oče, je tisti prostor, kjer Oče prebiva, naš dom. In če je Oče nebeški, če je Oče v nebesih, potem so tudi nebesa naš dom. In je treba znati biti pozoren do tega vračanja domov. Takrat se spomni še na onega sina, ki je šel malo z doma in se potem spet vrnil domov, samo potem ga pa Oče doma spet sprejme. In tako se tudi mi po grehu se od tega doma oddaljujemo, potem pa se s pokornostjo vračamo nazaj in Bog nas sprejme, on nebeški, v svoj dom.
In če so naš dom nebesa, to pomeni, da je vse to zemeljsko, da bi morali sprejemati to kot neko začasno domovino, nekaj pot. Tako, nekaj, od Kot česar se bo potovanje. treba posloviti, prej ali slej. Kot potovanje, ki ima cilj, katerega namen je samo, da se pripravimo na domovino. Ne, ni pa seveda zemlja zato že avtomatično prostor greha. Je lahko tudi prostor greha in žal je tako, ampak ni pa mišljena bila za grešenje, ampak zato, da se vzgojimo, pripravimo za vstop v ta dom. In potem pride ta naša tretja homilija z vrstico o posvečevanju Božjega imena. Je mar mogoče, da Božje ime ne bi bilo sveto, če jaz ne bi tega molil? Če je Božje ime večno sveto in če On, ki je povsem nepomanjkljiv in popoln, ne more rasti v svetosti, kaj potem takem pomeni prošnja, posvečeno bodi tvoje ime? Verjetno bomo to bolje razumeli, če se ozremo na nasprotje. Nekje sem bral v Svetem pismu, kako obsoja tiste, ki so krivi, da se Bog sramoti, in sicer pravi, gorje tistim, zaradi katerih se moje ime sramoti med pogani. To pa pomeni sledeče. Vsi, ki ne verujejo besedi resnice, gledajo na življenje tistih, ki so vero v skrivnost že sprejeli. Ko nekateri ljudje sicer imajo ime vere, njihovo življenje pa veri nasprotuje, ker v njem malikujejo z lakomnostjo ali s pijanostjo, z razbrzdanostjo grešijo zoper dostojnost ali se kot svinja valjajo v blatu razuzdanosti, imajo neverni zato takoj pripraven razlog. Odgovornosti ne naprtijo svobodni odločitvi vseh, ki slabo uporabljajo svoje življenje, ampak obtožujejo skrivnost, da uči tako ravnati. Ne bi namreč, tako mislijo, ta in ta človek, ki je posvečen v Božje skrivnosti, postal obrekljivec, lakomnež, ropar ali kaj podobno slabega, ko bi kristjanom po postavi ne bilo dovoljeno grešiti. Zato izreka beseda zoper take ljudi hudo grožnjo, ko jih svari, gorje tistim, zaradi katerih se moje ime sramoti med pogani. Ja, brat Miran, kako bi pa to pokomentirali? Stavek je precej dolg in je tale misel kar malce zapletena, zato če ste kje blizu računalnika in če ga še niste ugasnili, pa če še niste odprli tele spletne strani, morda si pa še enkrat malo odprete in pogledate. Misel je pravzaprav zelo vendarle enostavna. Imamo vernike in imamo še neverujoče, pogane. Imamo vernike, ki živijo slabo, ki si dovolijo lakomnost, ki si dovolijo ropanje, obrekovanje ali kaj podobno slabega. In to so kristjani. Ko te kristjane nekristjani opazujejo in gledajo, si pa mislijo, to je pa pri njih način življenja, oni so pa taki, oni pa to smejo. Njihov Bog jih tako uči. In to je za tisto, kar je žalitev Božjega imena. Božje sveto ime je razvrednoteno, je osramočeno zaradi slabega življenja kristjanov. Ker kristjani malikujejo ne z Zeusom, ne z nekimi poganskimi božanstvi, ampak malikujejo z opravljanjem z lakomnostjo, sebičnostjo, zato se Božje ime sramoti in gorje tistim, zaradi katerih se moje ime sramoti. Če se zaradi naših grehov sramoti Božje ime med pogani, kako bo pa ime posvečevano? Prisluhnimo nadaljevanju.
Če se torej tega zavedamo, je čas, da premislimo, kaj je temu nasprotno. Mislim, da moramo moliti predvsem za to, in to pri molitvi imeti za najpomembnejše, naj se v mojem življenju Božje ime ne sramoti, ampak slavi in posvečuje. V meni, kakor pravi, bodi posvečeno ime, ki sem ga klical, ime tvojega gospodstva, da bodo ljudje videli dobra dela in slavili Očeta, ki je v nebesih. Se pravi, zdaj tukaj razloži, a ne? Razloži, kaj je pa nasprotje sramotenja Božjega imena. To pomeni, če so naša dejanja v skladu z Božjo voljo, z Božjim načrtom, potem pa bodo lahko tisti, ki so še ne kristjani, videli dobra dela in slavili Boga. 4. stoletje je v marsičem podobno 21. stoletju. Tudi kristjani v 4. in 21. stoletju smo zelo na očeh javnosti in se ocenjuje naše dejanja. In prav je, da se potrudimo za dobra dela, pa ne zato, da bi dobivali točke in všečke, ampak zato, da se posvečuje Božje ime. In to je zdaj ta prošnja, bodi posvečeno tvoje ime v meni, v mojem dejanju, da bodo zaradi mojih dejanj lahko drugi videli svetost Boga. Zdaj predlagam, da prebereva še en odlomek. Tako je za sklep tega, da bomo dobro razumeli, kaj pomeni posvečevati Božje ime. Kdor moli, posvečeno bodi tvoje ime, zato po smislu v sebi prosi sledeče. S sodelovanjem tvoje pomoči naj postanem brezgrajen, pravičen, bogaboječ človek, ki se vzdržuje vsakega slabega dejanja, ki govori resnico, vrši pravičnost, hodi naravnost, misli na to, kar je zgoraj, prezira, kar je na zemlji, sije od duhovnega zdravja, sveti si s skromnostjo, krasi se z nepokvarjenostjo, lepša se z modrostjo in razumnostjo in se blešči od angelskega načina bivanja. To in podobno obsega ta kratka prošnja, s katero v molitvi Bogu govorimo, posvečuje naj se tvoje ime. Bog se namreč v človeku ne more drugače slaviti, kakor da človekova krepost z Božjo močjo priča, da je on vzrok vsega dobrega. Vprašanje je, koliko tega imamo v zavesti, ko molimo, Oče naš, včasih tudi precej na hitro. Zato pa je dobro prisluhniti sem trtja Gregorju iz Nise in se tega zavedati, vsaj včasih, da bo tudi naša molitev lepša, globlja in da nas bo pripeljala bliže Bogu, pa ne samo nas, tudi tiste, ki bodo videli nas in našo molitev in njene sadove. Brat Miran, koliko po vašem mnenju pa je potrebno, recimo, če bi se želeli odpraviti na globoko v samem sebi, spremeniti kraj bivanja, iti na pot? Pot je ena od ključnih pojmov v krščanstvu. Kristjane so imenovali od začetka, da so na poti. Pot je pomembna, vendar pa je tudi pot v nevarnosti, da postane malikovanje. Če se ne ve, kaj je izhodišče in kaj je cilj. Če se na poti človek začne ustavljati in početi stvari, ki ga od cilja odvračajo. Zato je pot temeljnega pomena, vendar pa pot, ki vodi nekam, ki ima svoj cilj, cilj pa je biti z Bogom.
Tu bi rada povedala, da se mi zdi, da se je v zadnjem času to, kar zdaj pravite, zgodilo z romanjem v Santiago, kjer pravijo, da je množica ljudi, ki nekako so samo množica ljudi. Ki iščejo tudi sebe, kar je lepo, da človek najde. Človek, ki se izgubi, se lahko tam najde. In to je človeško dejanje in je človeška pot in je dobra pot. Nekateri se lahko vsaj telesno okrepijo, nekateri se tudi malce utrudijo na tej poti, ampak bistveno pa je, da se vsaj nekateri tja odpravijo kot romarji, ki gredo k Bogu, ki so na Božji poti. Tudi če gre kdo zgolj kot človek na človeško pot, ga pa lahko ta pot tudi nekako nagovori in se ga dotakne. Koliko je takih, ne vemo, nimamo nobenega aparata, ki bi meril, koliko je takih svetih romarjev. Ampak že če je eden, je za to upravičena ta pot. In zdaj, ko smo v svetem letu, in ko bo še in še roman, ko smo povabljeni k romanjem, je prav, da si tudi pojem romanja dobro očistimo, da to ne bo samo neko turistično potovanje, iskanje in gledanje znamenitosti, lahko je še zraven nič narobe, vendar pa je glavna pot našega življenja. In tega se je zavedal že naš Gregorij iz Nise. Že v 4. stoletju, ko so se šele začela prva romanja, je videl, da romanje samo na sebi še ne more prinesti svetosti. Samo če je to zares pripravljeno romanje, če je to romanje, ki ima svoj smisel, pomen in namen, ki ima svoj cilj. Sicer pa pravi, da duh veje, koder hoče. Tako pravi, da tudi tukajšnji verniki v Kapadokiji so lahko deležni milosti, sorazmerno s svojo vero in ne zaradi potovanja na svete kraje. Vsekakor se mi zdi zelo prav, da ste to povedali, a ne, ker nekateri, ki si ta potovanja in romanja lahko privoščijo, hodijo, pa ne verjamem, da pridejo nazaj kaj bistveno okrepljeni v veri, čeprav pustimo sodbe ob strani, ne moremo vedeti, a ne. Nekateri, ki pa si ne morejo privoščiti roman, pa so obsojeni tako rekoč na kraj, kjer so in se poglabljajo, če imajo le voljo. In tudi s tem, ko ostajajo v svojem fizičnem istem kraju, lahko duh veje in jih popelje še dlje, kot če bi šli na neko romanje. Zato pa je tudi svetoletni odpustek, romarski odpustek, omogočen tudi tistim, ki se ne morejo nikamor premakniti, ki so vezani na svojo bolniško posteljo in lahko tam še bolj pravzaprav doživijo tisto milost, ko jo izročajo Gospodu. Ker tudi to nepremikanje je na neki način lahko pot, če je le izročena Gospodu, če le ima svoj cilj. Brat Miran, najino svetoletno romanje od začetka do konca oddaje je skoraj pri zadnjem amen. Se vam lepo zahvaljujem, da ste nas tako lepo popeljali skozi Gospodovo molitev. Letos se bomo torej srečali še 11-krat. Če le Bog da. Ja, hvala lepa in lahko noč. Radijska kateheza.